nekaj, kar bodo lahko v bodoče uporabljali. Seveda pri tem je potrebno uporabljati tisto, kar je rekla prej ravnateljica Klajnšek, tak pozitiven pristop z nekimi pozitivnimi ojačevalci in ne s takim pristopom, ki lahko odvrača, ker se lahko zgodi, da odvrača. Ja, mislim, da jezik, kakor je vrednota, je tudi vzrok izbire veliko teh staršev in otrok. Mislim pa, da ni edini, ni tisto edino stvar, ki jo iščejo v neki šoli. Zato mislim, da kot šole moramo biti vabljive, nasplošno moramo biti tako odprte, inkluzivne, imeti krožke, delavnice, dejavnosti. In potem, ja, kar se tiče jezika, se strinja prav tako nadgraditi, ne pa kaznovati, verjetno. Če slučajno, ne vem, zasačimo nekoga, ki govori po italijansko po hodnikih, mogoče ga lahko spodbujemo, ne pa kaznujemo, ker če ne, potem tako zače to vračanje se bo začelo. In po mojem, če se pokažemo tako, zato kar smo tudi na višjem polu, ker nas je zadnje tudi v teh zadnjih letih smo veliko ponujali, ne samo tisti suh pouk, ampak smo imeli tudi veliko delavnic, izvenšolskih izbir, krožkov in mislim tako, da so se lahko tudi dijaki med sabo družili, tudi izven razreda in po mojem bilo to velika dodana vrednost za šolo. Tako da mislim, da smo vabljivi, se moramo malo bolj mogoče še marketinško usmerjati in z upanjem, da tako bomo znižali oseb in dvignili število vpisov, ker za nas vsak učenec je pomemben. Imamo majhne razrede in včasih eden več ali eden manj, včasih res za višje šole pomeni odprtje ali zaprtje razreda. Tako da mislim, da moramo računati, misliti in delati na tem, da skušamo privlačiti vse. Hvala lepa vsem gostom, tako da zaenkrat z moje strani sem zaključil, to so odgovorili na vsa vprašanja, tako da sem jaz zadovoljen, David Bandel pa verjetno tudi, tako da ga mislimo, sicer je 1 kilometer oddaljen od nas, najbrž v tem trenutku doma, ampak ga mislimo. Tako da zdaj prepuščam še besedo seveda publiki, v primeru, da ima kdo kako vprašanje, potem pa bi zaključili. Dobar večer, bom zelo kratek. In bom začel sicer z eno provokacijo. Že z naslova zniži na višjo, je minešta že skuhana. Ko je trenutek odločitve, da nimaš več kaj se obotavljati. Po mojem problem gre reševati prej, veliko prej, že od samega vpisa v šolo, če ne že v vrtec. Se pravi, ko prepričujemo starše, zakaj ne vpiše otroka v slovensko šolo, moramo biti zelo jasni z njimi, ampak v tem šolskem, bomo rekli, šolskem potovanju moramo poleg seveda sodelovanja, pogovarjanja, srečevanja in tako dalje, gledati veliko na kvaliteti, na kakovosti v šoli. Kaj to pomeni, sam ne vem. Jaz sem poučeval glasbo, nisem poučeval drugih predmetov, nisem nikoli delal na šoli, ampak verjamem, da ni lahko. Še posebno ni lahko za našo šolo, ker dela v resnici na ljubo v večjezičnem okolju. Se pravi, včasih rečemo, Slovenija naj nam pomaga. Slovenija ne more pomagati, ker nima izkušenj s tem. Imamo mogoče center za slovenščino kot drugi tuji jezik, s katerim smo se s Kristino večkrat pogovarjali. Ja, naj povem, da jaz sem pokrajinski predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze in naj bi bila tista ustanova, ena od tistih ustanov, ki bi mogla delati jezikovno strategijo. Skupaj seveda z ostalimi subjekti šolnih primis in potem z ostalimi ustanovami naše skupnosti. Je pa zelo težko, ker vsaka ustanova, vsak steber naše skupnosti ima svoje specifiko, svoje težave, svoje smernice in je težko poenotiti vse skupaj. Moram pa povedati, da številke, ki smo danes slišali, jaz sem slišal mogoče danes v pogovoru določeno danost, pač je tako, vemo, da bomo zbili tistih 20-30 učencev,
Ampak po mojem moramo obrniti zadevo in tistih 20-30 učencev narediti nekaj, da jih bomo obdržali v naši skupnosti. Ko se ves tisti osip je za našo skupnost zelo nevaren, ker to pomeni, da bomo imeli vedno manj bralcev Primorskega dnevnika, Novega glasa, vedno manj obiskovalcev knjižnice, gledališča, skratka vedno manj aktivnih članov naše skupnosti. Kaj nam bo potem ostalo? Se pravi, jaz bi se zahvalil Sloviju, Dijaškemu domu, šolam za ta posvet, ampak bi predlagal, da od diagnoze gremo zdaj še na terapijo. Se pravi, da dobimo skupni jezik, kako bomo vsi skupaj reševali problem. Šole sama ne bo, civilna družba tudi sama ne bo. Slovij nam je dal, bomo rekli zdaj, ko se reče zdaj, recept, oziroma ne recept, nam je komaj povedal, kaj nas teži, katero bolezen mi imamo. Mogoče od Slovija bi vprašali, če je možno še korak naprej, da predlaga tudi, kako problem rešiti. Jaz imam še eno srečo, da imam 3 otroke, vsak otrok je na eni stopni. Najmanjša je v osnovni, srednji je na nižji in večja šla danes v višjo srednjo šolo. Že videl v teh 3 otrocih razliko v šolski populaciji. Prej je Majda rekla, da je 18% otrok, ki ima samo slovenske starše. V 4. razredu v Štandržu je moja hčerka edina, ki ima 2 starša Slovenca. Edina. Se pravi, da že vemo, kam gre trend in kam bo šel naprej. Ni bilo tako pred 5 leti, danes je že tako. In že zdaj vemo, že v 4. razredu vemo, kateri ne bo šli niti na srednjo šolo slovensko. Že vidiš v razredu pogovorih staršev, oni že so že naredili svoj načrt. Na nas, na šoli, vseh nas, ki delamo v korist naše skupnosti, da dobimo recept, kako te starše in njihove otroke prepričati, da lahko nadaljujejo. To zdaj je grdo, kar bom rekel, ampak zelo na uho mi je prišlo, da je nižja srednja šola v Gorici zelo slaba. Ne višja. Višja šola ni problem. Naj bi bila nižja srednja šola slaba. Smo jo dali skozi in jaz osebno nisem imel, moja hčerka ni imela težave. Ampak italijanski starši to govorijo, ker se primerjajo vredno z drugimi starši, ki hodi na italijansko šolo. Jaz letos sem celo prepričanega fantka, ker je mama hotela pisati Slovenka na italijansko šolo, naj pride na trinko. Mu bo moj sin pomagal, če bo imel težave s slovenščino z nalogo. Upam, da se mora nakesati, da bo ta fantek v bistvu se na pol poti odločil drugače, ker se tudi to dogaja. To, kar se je zgodilo letos na Brolju, da je več kot polovica otrok šla na italijansko nižjo srednjo šolo, upam, da je bila samo izjema. Upam, ne moram vedeti, kaj se bo zgodilo naprej, da bo povedali številko v prihodnih letih. Na nas je pa, da delamo vsi na kakovosti. Tukaj bi dodal še nekaj, da bi se pospešila, oziroma da bi bila bolj učinkovita povezava med šolo, strukturami, ki delujejo izven šole, spravi po šolske dejavnosti, dijaški dom, mladinski dom, športna društva in tako dalje, glasbene šole, da bi se skupaj pomagalo zajeziti ta osud. Hvala lepa, sem že predolg. Prosim. Dobro večer vsem. Jaz prihajam z gospodarstva, ampak mi zelo pri srcu slovenska šola. Predvsem čestitam Sloviju za obe raziskave, kvantitativno in kvalitativno. Zdaj, jaz v raziskavah uporabljam vsakodnevno za sprejemanje pomembnih odločitev, bodi si zadovoljstvo stranke, zaposlenih, tržne raziskave. Eno stvar bi si upal svetovati v vodstvu šol. Ko je raziskava narejena, se delo šele začne. Kaj želim povedati? Želim povedati, da istočnic je ogromno. Mislim, da tisti, ki smo in ste na vodilnih mestih v katerikoli organizaciji, moramo biti dovolj ponižni, da se stopimo iz svojega piedestala, se postavimo na zemljo in z veliko ponižnostjo se vprašamo, kaj lahko izboljšamo, ob tem, da ugotovimo, kaj delamo tudi dobro. Ker vsaka sprememba
sloni na jasni ozaveščenosti in samozavedanju tega, kar delamo dobro, istočasno pa moramo izredno jasno ugotoviti, kaj je potrebno izboljšati. In se mi zdi, da po tem, kar sem tle poslušal, mislim, da imamo velik prostor za izboljšavo. Eno zadevo, ki po mojem se niste dotaknili, je pri zadovoljstvu dijakov na nižji srednji. Sta bile dve področji, na katere mislim, da ima šola vpliv. Ker vsak vodja ima 3 področja. Ena je področje, ki jo kontroliramo, drugo, na katero lahko vplivamo, tretje je področje, na katerega ne moramo vplivati čisto popolnoma nič. Zdaj, na kaj lahko vplivamo? Zadovoljstvo, učni pripomočki in mislim, da je bil urnik. Obe zadevi povzročata velikanske preglavice tistim, ki se odločajo potem v nadaljevanju. Ker če mi nimamo slovenskih učbenikov, kako se bodo lahko starši posvetili podpori svojemu lastnemu otroku, celo tisti, jaz sem čisto 100% slovenska družina, pa si ne predstavljam, kako lahko italijanski starši to naredijo. Sedaj, jaz sem vprašal na mladinski knjigi, koliko stane prevod učbenika iz italijanščine v slovenščine, ker problem so programi. Jaz, kar sem jaz videl, uporaba slovenskih učbenikov za Slovenijo ne pride v poštev. Italijanskih učbenikov so v italijanščini ne pride v poštev, kje se bodo otroci učili? Na PowerPointu? Ne. Prejemajo ogromno materijala po mailih, kar je za otroka dodaten pritisk in stres in tukaj je treba nekaj narediti. Gledajte, avtorski honorar, fiksni strošek plus variabilni strošek minimalne naklade je okrog 15.000 evrov. Za eno knjigo. Je dosti, je malo, ne vem. Mislil sem, da bom videl kakšnega politika, ne vidim niti enega, kar je po mojem sramotno, katastrofalno in neopravičljivo, ampak če vsako leto dobimo 150.000 evrov, imamo 10 učbenikov. Kdo bo za nje poskrbel? Tisti, ki ima sposobnosti prevajanja. Mu plačaš 10.000 evrov avtorskega honorarja, 5.000 evrov za minimalno naklado, imaš učbenik. Ena stvar. Druga stvar, urnik. Otroci so po mojem v srednji šoli res pod pritiskom. Res so pod pritiskom. Zares. Kako jim lahko zmanjšamo pritisk? Gospa Klajnšček je rekla pedagoški eros, če se ne motim. Zdaj. Ni moja skovanka. Ja, nema. Prevečkrat sem jaz opazil kot starš na nižji srednji, da se strani predmetov, ki so, ne me razumeti slabo, ampak sekundarni, prihaja največji del stresa. Glasbena vzgoja, likovna vzgoja. Ne morejo otroci znoreti zaradi teh predmetov. Lahko na to ravnatelji vplivajo? Ne. Ravnatelji morajo tu to stvar kontrolirati, ker je pod njihovo kontrolo. In vi morate odločiti, želite, da bodo otroci 2 uri na dan se stresirali za likovno vzgojo, ki jo uči oseba, ki uči, kot če bi učila mene na klasičnem liceju zgodovino umetnosti, ali bodo otrokom omogočili, da se tam sprostijo in ustvarjalno nekaj ustvarijo. To se morate odločiti vi. Se pravi, dajte stopiti malo z piedestala, dajte prosim upoštevati krasne istočnice teh raziskav. Po mojem se da tudi pogledati, zakaj je taka razlika med Trstom in Gorico, ker jaz sem videl stabilne indekse, nisem videl pa numeričnega trenda. V Gorici se je povečal upis, ampak jedro je ostalo stabilno. Se pravi, mi uspemo braniti jedro, smo močno razširili vstop, numerično. Zakaj v Trstu je indeks stabilen?
zaradi večjezičnega okolja, zaradi Romijana, kjer so 80% Italijani in tako naprej, ne vem, ampak dajmo vsaj ohraniti jedro, ker če ne riskiramo, da bomo zgubili še naše jedro, ker Italijani ne bodo nikoli postali Slovenci. Nikoli. In tukaj zadnja stvar potem zaključim, ampak v strategiji morate določiti, po mojem, kateri je primarni cilj šole. Je narodnostno-političen ali je vzgojno-izobraževalni za otroka. Je na prvo mesto pri odločitvah. Ker odločitve, gledajte, morate sprejemati na osnovi resursov, ki so vedno premajhni. In so človeški viri in finančni. Ker v kratkem, po mojem, bojo zmanjkovali bodi si učitelji, profesori, sredstva že itak finančna primanjkujejo. Se pravi, če vemo, da tudi ti viri, ta sredstva, bodi si človeška kot finančna, so že problematična in bodo še bolj problematična, potem se moramo odločiti, če želimo imeti dosti šol, ki so srednje ali manj kvalitetne in veliko populacijo, ali če želimo delati na kvalitetu, kot je rekel Marino. Jaz mislim, da edino na kvaliteti za učnimi pripomočki, za zmanjševanjem, ker gledajte, kvaliteta pri otroku, ki je v srednji šoli, nižji srednji, odvisi dosti od stresa, katerega je deležen ta otrok. In verjemite mi, da na nižji šoli pretiravate. Res pretiravate. Zmanjšajte stres z stranskimi predmeti. In potem se bo povečalo zadovoljstvo. Ker morate povečati zadovoljstvo otrok in staršev, pa predvsem staršev. Hvala. No ja, jaz bi se najprej v imenu inštituta zahvalil vsem 4 sogovornikom za izredno zanimivo razpravo in predvsem Tadeju, ki je vskočil na pomoč in nas na nekakšen način rešil zaradi Davidove odsotnosti. Jaz bi sprejel izziv dragega Marinota in bi se pomaknil res malo iz sfere diagnoze, tudi na sfero prognoze, kot je bilo pravkar izpostavljeno. Meni se je zdelo, da je danes bilo precej malo govora o nekih potencialnih kariernih oziroma zaposlitvenih perspektivah, ki naj bi jih dala slovenska šola. Oziroma zdi se mi, da je pojav SIP-a nekako delno povezan tudi s tem. Oziroma, da nekateri starši razmišljajo o tem, da ko stvar začenja postajati resna, se pravi iz prehoda iz nižje na višjo srednjo šolo, nekako v tistem trenutku se odločajo za italijanski jezik. Mislim na starše, kot seveda tudi na otroke. Zato po mojem mnenju bi morali kot skupnost, in ne mislim samo na šole, ampak na celotno organiziranost in civilno družbo, v veliko večji meri poudarjati in jim prikazati te pragmatične razloge za nadaljevanje šolanja v slovenščini, ki morajo biti tudi povezani z nekimi kariernimi perspektivami. Ne? Seveda danes je bil omenjen ta podatek nadaljevanja šolanja oziroma izobraževanja na univerzitetni ravni. Malo se je govorilo o tem, koliko imajo ti starši percepcijo, da z nadaljevanjem šolanja v slovenščini in z nekako neko formacijo svojih otrok v tem jeziku je možnost nekako najti tudi neko ustrezno zaposlitev, delo v slovensko govorečem okolju. Tako da, en tak izziv, po mojem mnenju, bi bil, da bi se tudi slovenska civilna družba morda pridružila šolam ob teh dnevih odprtih vrat ali pa drugih nekako priložnostih za promocijo te šole in da bi malo prikazala tudi neke možne zaposlitvene izhode. Tu mislim znotraj slovenske organizirane strukture, glede na to, da poleg društvu premoramo tudi profesionalne organizacije, ki ponujajo tudi potencialna delovna mesta. Če mislim na Goriško, Novogoriško stvarnost, tudi o neki potencialni zaposlitvi čez mejo, ki je tudi v našem strateškem interesu, glede na to, da je par 100 metrov stran tu, ali pa tudi dejstvo, da znanje slovenskega jezika lahko komod pride v poštev tudi pri zaposlitvi v italijanskem okolju. Količino, recimo, podjetij in pač obratov, ki delujejo s slovenskimi strankami. Meni se zdi, da ta vidik je vedno premalo poudarjen. Vedno nekako izpostavljamo to čustvenost oziroma emotivni odnos do jezika, jezik kot vrednota, seveda izredno pomembno, morda pa za nekatere
Ne slovensko govoreče družine ima ta pragmatični vidik tudi neko odločilno težo. Zato nekako moj apel je, da v večji meri to izpostavljamo in morda tudi od takih predstavitvenih priložnosti nekako nakažemo, katere so vse možnosti. Ne? Tudi, da jih malo naštudiramo, ne da jih a priorno opredelimo. Ker po mojem res obstajajo v nekem takem okolju, kot je recimo Goriško, Novogoriško, so še posebej žive in izpostavljene in možne. No. Tako, še enkrat hvala vsem in ja, dajem besedo komu. Prosim. Jaz bi, glede na to, da so vsi pogovori vrtijo okrog jezika in da smo pač o tem veliko razpravljali, bi postavila eno vprašanje, tako malo provokativno mogoče, ker smo opazili tudi v teh dveh raziskavah, da je percepcija znanja jezika zelo odločujoča, na vse zadnje pri izbirah, kljub temu, da v formalnih odgovorih so večinoma govorili, da to ni vplivalo, vendar potem pač med vrsticami smo vsi zaznali, da je percepcija, koliko je znam jezik, koliko sem sproščen v tem jeziku, kljub temu, da imam 9 mogoče v slovenščini, čisto nekaj drugega, da ni mogoče čas, da malo postavimo nazaj to, kako bi rekla, to uro, kdaj se odločajo o tem in da, kako bi rekla, da tudi ne naprtimo na ramena profesorjev v 3. srednji ali v 1. višji tisto odgovornost, da se zavedamo, da je to odgovornost, ki jo je treba veliko prej začeti razvijati. In na vse zadnje, mogoče, ne glede na to, da imamo letos osip na osnovni šoli kar zaskrbljujoč, ne samo tisti iz 5. razreda na srednjo, ampak je nekaj učencev zapustilo slovensko šolo že v 2., 3. in 4. razredu zaradi navednicami slovenščine. Zdaj vsi seveda srčno upamo, da je to bila ena izjemna situacija,